Obema skupaj lep pozdrav, ne? Mi smo sklicali tiskovno konferenco. Dejstvo je, da je vsako leto tiskovna konferenca pač nekaj, kar mi skličemo, vendar se potem novinarji udeležujejo same prireditve, vse to, kar pač mi povemo na tiskovni konferenci, pa povzamejo, ne, iz interneta. Prireditev Rožnik 2015 se letos dela že 125-tič oziroma celo 126-tič. Takrat so začeli praznovati 1. maj na Rožniku prvi delavci, ki so se zbrali z nageljni kot nekim simbolom prepoznave. In kar nekaj let nazaj je organizator te prireditve, bomo rekla, so organizatorji te prireditve Sindikati Ljubljane, ki so bili vmes mestna sindikalna organizacija, pa območna organizacija sindikatov Ljubljane, pa regijska organizacija, v glavnem Sindikati Ljubljane, skupaj z mestno občino Ljubljana, pazijo na to, da je, oziroma so zato tle, da je Rožnik kot prireditev kljub vsem zelo težkim, ne, finančnim pogojem še vedno je taka, kot je. Rožnik se bo začel 30. aprila 2015 in sicer ob 20. uri. Začeli bomo z zabavnim delom, v katerem bo sodeloval ansambel Kingston, potem bo pa ob 21. uri vse udeležence nagovoril podpredsednik Zveze svobodnih sindikatov, magister Ladislav Rožič. Nekje po 22. uri, ne natančno ob 22. ampak po 22. odvisno od vremena in dežja in, bom rekla, teme, bo zagorel Kres, ki ga bo letošnje leto prižgala predsednica sindikata Mladi plus Zala Turšič skupaj z predstavnikom Zveze tabornikov Ljubljana. Jaz upam, da bo letos Kres zagorel. Zabava se bo nadaljevala z ansamblom Kingston in nekje po 12. uri bo zamenjal ta ansambel Oko z Pavletom Kavcem. Petek 1. maja bomo mi od 7. ure zjutraj nekje do 37. začeli z budnicami, ne, in ob 8. uri začnemo deliti nageljne. To je ravno tako tradicija, da vsi prvi obiskovalci Rožnika dobijo rdeče nageljne. Budnice bodo donele nekje do 10:30 ure, kjer se bo uradno začela proslava. Slavnostni govornik bo župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. V kulturnem delu pa bodo sodelovali, o kulturnem delu lahko pa Marko kaj več pove, proslave, če je že tukaj. No, tako. Marko bo namreč, dramski igralec Marko Simšič bo tudi program povezoval in ga vodil. O sami proslavi lahko povem to, da bo poleg recitacij, da bo proslava pač oblikovana tradicionalno, kar pomeni, da se bosta med seboj prepletale točke pihalnega orkestra Litostroj, partizanskega pevskega zbora in pa recitacije poezije slovenskih pesnikov, ki jih bom izvajal jaz. Partizanski pevski zbor ima svoj utečen program, ki ga več ali manj poznate. Ne bi rad posebej o njim govoril, razen če si boste to, če bo kdo kaj vprašal. Pihalni orkester prav tako igra svoje znane pesmi, skladbe. Sam pa sem izbral poezijo pesnikov Otona Župančiča, Srečka Kosovela, Kajuha, Ervina Frica in Vinka Möderndorferja. K temu pa dodal še dva prozna odlomka Mihe Macinija in Katje Perat.
poezija se nanaša na socialne razmere, tako v preteklosti, ki nas spominja seveda tudi na današnje čase in pa na narodno-osvobodilni boj. Toliko o programu. Hvala, Marko. Po proslavi bomo začeli z zabavnim delom prireditve. Rožnik, kot veste, 1. maja je rezerviran za družine z otroci, vsaj tisti hodijo na Rožnik, Ljubljančani in Ljubljančanke. Če bo lepo vreme, bo ta prireditev trajala nekje do 5. ure popoldne. Poskrbljeno je za hrano in pijačo, za zabavo pa bodo letos v centru Ljubljane poskrbele Vesele Štajerke. To je pač ta zabavni del prireditve. Jaz bi rada samo še to povedala, da je organizator skladno z navodili in uteščenimi zahtevami upravne enote Ljubljana poskrbel za varnost. Na Rožniku bodo reševalna služba pacienta, ki bo poskrbela v primeru kakršnikoli težav. Na Rožniku je rediteljska služba Valine, in pa seveda, ker je Kres, je tudi 12 gasilcev gasilske brigade Ljubljana, ki bodo tako kot vsako leto skrbeli za to, da se ne bi slučajno ponovno vžgala cerkev. Bo še ti kaj dodala v zvezi z osnovno varnostjo prireditve? Policija letos ne bo prisotna na Rožniku v takem velikem številu, kot je bila. Mislimo, da to tudi ni potrebno, bojo pa seveda na Rožniku. Rožnik bomo 2-krat očistili, in sicer najprej ga bomo očistili po prireditvi ob 3. uri in potem seveda zjutraj med 30. in 1. in potem popoldne po prireditvi, ko bo delavci komunalnega podjetja Snaga Ljubljana poskrbeli za to, da bo Rožnik očiščen približno tako, kot je bil. Če bo tako, kot je bil, sicer verjetno ne bo, odvisno od vremena, ampak trava se popravi, pločevinke se pa poberejo, tako da to je to. Na Rožniku bosta 2 gostinca poskrbela za kulinarično ponudbo, za ponudbo hrane in pijače. Mi smo letošnje leto vzeli zelo resno lanskoletna opozorila ljudi, da je bil en gostinc na Rožniku premalo, da ni bilo konkurence in da so bile cene prevelike. Mi smo obema gostincema pač položili na srce, da cene na Rožniku naj bojo normalne, zaradi tega, ker mislimo, da seveda kupna moč tudi v Ljubljani ni več taka, kot je bila. Res je pa to, da je sindikat, tako kot vsako leto, poskrbel za to, da bodo vsi tisti člani sindikata, ki so dobili svoje bone v svojih sindikalnih organizacijah, lahko na Rožniku skladno z tradicijo dobili, bom rekla, klobaso z popolno prilogo za 1 evro. Tako da mi smo tako kot lansko leto poskrbeli za to, da hrana na Rožniku ni draga, vsaj za tiste, ki pa želijo jesti tradicionalno klobaso, kranjsko klobaso. Če pa seveda si želiš čevapčiče, pa ražnče, pa ostale stvari, ki pravzaprav tudi že pašajo na Rožnik, boš pač mogel odšteti malo več. Tako da poskrbljeno je za vse. In jaz iskreno upam, da se bo zabava odvila brez problemov, tako kot se je vsako leto, in da bo vreme vzdržalo, da bo čim več ljudi šlo na Rožnik. Res je to, da letošnji prazniki padajo zelo nerodno, ker Ljubljana je prazna, danes je čisto prazna, tako da ljudje so verjetno odšli in se bojo verjetno vrnili naslednji ponedeljek. Tako da bomo videli, koliko se jih bo udeležilo letošnje prireditve 1. maj. Za 1. maj, tako. Še treba je povedati, da smo poskrbeli tudi za, ker pač prireditev je dostopna peš,
Poskrbeli smo za starejše in za pač tiste, ki bojo težko zmogli pot na Rožnik. Pri gostilni Čad jih čaka kombi in jih bo peljal gor na vrh na prireditven prostor. Samo tam se morajo zglasiti. Ja, tudi to so želeli kot nekaj kritike in smo to upoštevali, čeprav smo to delali, tudi počeli že lani, ne? Tudi. V redu. Še kaj vprašanj? Mislim, da smo vse. Vprašanje je povezano s prireditvijo. Ja. S kakšnimi težavami v bistvu se trenutno spopadajo sindikati na splošno? Ja, seveda, ne, to je zelo umestno vprašanje, ne. Prvo, mislim, to je vprašanje, ki je pravzaprav povezano z pravico do dela in s tem, da ogromno število mladih v Sloveniji, ne samo v Evropi, jaz govorim predvsem v Sloveniji, nima neke redne, varne zaposlitve in da je to temeljni, za nas vsaj temeljni problem in sindikatov, sindikata Mladi Plus, ki bo na to posebej opozoril, in seveda slovenske družbe. Res je to, da se slovenska družba stara, da morajo starejši delati zelo dolgo, na drugi strani pa puščamo generacije mladih, ne, ki ravno tudi zaradi tega ne dobijo nekih rednih zaposlitev. Žal je danes v Sloveniji redna zaposlitev z redno plačo, ne, postaja neka izjema, namesto da bi to bilo pravilo, postaja izjema, ne, ker vse več, prej smo govorila z kolegom, je prekernih zaposlitev, vse več je zaposlitev za določen čas, tudi v panogah, kjer take zaposlitve nimajo kaj iskati, ne, kjer bi lahko zaposlili za nedoločen čas mlade, sposobne ljudi in jih tudi primerno plačali. Tako da to je temeljni problem sindikatov v Sloveniji. Drug problem seveda je velik padec standarda, tudi tisti, ki delajo, so povprečne plače v Sloveniji res katastrofalno nizke in ljudje, kljub temu, da delajo, pravzaprav iz meseca v mesec težje preživijo z vsemi položnicami in z vso ceno hrane, ki jo pač morajo kupiti. Jaz mislim tle predvsem na dejavnosti, kot je, jaz namreč pokrivam gostinstvo in turizem, povprečna plača v gostinstvu in turizmu je za 26% nižja od povprečne slovenske plače, tako da kvalificiran kuhar in natakar, ki dela mnogo več kot 176 ur, ne, približno 200-urni delovnik, dobi okrog 700 evrov plače. Govorim o neto izplačani plači. Tako da plače v tej panogi so katastrofalne, pa to je panoga, recimo, ki ima neko perspektivo, ne, kjer si človek misli, da je varna zaposlitev, lepa zaposlitev, naj bi bil nek, bom rekla, poklic, ki je bil včasih, bom rekla, spoštovan, ne, danes seveda temu ni tako. Enako velja za kar nekaj poklicev v Sloveniji, ki smo jih razvrednotili že z neko, bom rekla, idejo, da lahko dela vsak vse, ne, in da pravzaprav ne potrebujemo nobenih izobrazbenih oziroma šol in izobraženih, ne kuharjev, ne natakarjev, ne trgovcev, pa še koga ne. Se pravi, da je to že družba sama sporoča, da ta deregulacija poklicev pomeni, da se ne odločajo za, ne vem, za delo v tujini, ker je to verjetno bolj cenjeno, ne vem zakaj. Tako da problemov v sindikatu je seveda cel kup, da ne govorimo o minimalni plači na eni strani in seveda o plačanih mladih strokovnjakih na drugi strani, ki niso plačani, ki ne dobijo dela in ki ne morejo opraviti niti pripravništva, ne. Pri nas se je tradicionalno razpaslo pripravništvo brez plačil, ne, se pravi, ti lahko opraviš pripravništvo, vendar zato ne bomo ti plačali, ne vem po kakšni logiki, ampak v Sloveniji logika vsaj neke delovne pravne varnosti v takih slučajih odpove. Tako da jaz bi vam lahko o problemih še kar nekaj naštevala, ne. Res pa je, ne, da so temeljni problem temeljni problem so mlade družine, ki se prebivajo iz meseca v mesec in temeljni problem so tisti, ki delajo in zato ne dobijo plače oziroma dobijo tako nizko plačo, da postajajo socialni problem. Prosim.
Vse to bojo zdaj nas spraševali, zakaj sploh praznujemo 1. maj, ne. Ampak ravno zato, ne. Da vsaj še nekaj praznujemo, pa da bomo opozorili na to, da je potrebno delo kot vrednoto, ne samo o njej govoriti, ne, pa je ne spoštovati, ampak dejansko tudi tako ravnati, ne. Ker dobički pa so, ne, kot veste, ne, vse raste. Produktivnost raste, BDP raste, ne, tako da. Ampak ljudem se to še nikjer nič ne pozna. To je zelo fajn. Sicer pa ste vi na istem, ne, novinarji pa prekerci, to je tudi neka posebna štorija, ne. Tudi nimate neke redne zaposlitve, ali ste na SP-ju, ali kakorkoli, ne, mislim, ni neke varnosti, ne. Tudi v medijih ne, tako da. V redu. Še kdo kaj? Ne, če ne. Hvala lepa vam, da ste prišli. Jaz bi pa to, če bo še razdelila, ja. Mislim, bomo razdelili.